prva izkušnja, moraš biti na trgu pri stranki. Ne boš prodal iz pisarne, čakajoč na e-maila pa na povpraševanje. Druga izkušnja je dejansko, da je prodajni proces merljiv in da se ga da zelo fajn razčleniti pa planirati. Tretja izkušnja pa je, da je zelo pomembna uporaba novih orodij, kot so CRM sistemi, digitalni marketing in podobne rešitve. Spoznajte trg in tveganja tržna, spoznajte kupca in tveganje kupca, prepričajte se, kakšne plačilne roke lahko ponudite, da ne bodo predolgi in seveda, da dobite posel, spet, da ne bodo prekratki. Zavarujte tveganja in najdete ustrezno financiranje. Pomembno je, da v bistvu razišče trg in kupca, da spozna boniteto kupca, pridobi podatke ustrezne in seveda, da se preden sklene kakršnokoli pogodbo, tudi pogovori z finančnim svetovalcem, bodisi na banki ali pa drugim, in dejansko sestavi tako strukturo financiranja in obvladovanja tveganj, ki mu bo omogočala na eni strani rast, na drugi strani pa obvladovanje tveganj. Predvsem je treba začeti z tržno analizo samega trga, države, kot sem rekel že prej, SWOT, PEST analize narediti, pogledati rasti industrije, pogledati dobičke konkurentov v tej branži, v tisti državi, potem identificirati možnosti distribucijske mreže, identificirati izdelke, cenovne nivoje in šele potem iti dejansko na teren, preveriti te podatke in potem vstopiti. Bom rekel, Slovenci smo na začetku malo bojazljivi, si ne upamo pogumno vstopiti, tako da tu bi vsekakor priporočil več poguma pa veliko poteznosti. Na drugi strani smo pa zelo marljivi in delovni. Morda nam pa manjka, včasih imamo v Sloveniji še težavo prodajnike spraviti na teren do stranke na potovanja mednarodna.